Pozdravljeni! Čas je za nogomet. Sliko smo v Ljubljani, kjer se bo kmalu začela tekma 10. kroga prve slovenske nogometne lige. V Stožicah se bosta pomerila domači Bravo in Koper. Eni in drugi so slavili v zadnjem krogu, Šiškarji so bili, ne moremo reči, da prav presenetljivo boljši na ljubljanskem derbiju. Z 2:1 so premagali Olimpijo. Glavni junak večera je bil Martin Pečar, ki je dosegel 2 gola, nato pa je sledila še zmaga proti še enemu mestnemu rivalu Slovanu. Na Kodeljevem je bil Bravo boljši z 2:1, Bristrič in Marwan Nzunzi sta zadela. Koprčani, ki so iz pokalnega tekmovanja proti Kraševcem izpadli, pa so si nekoliko polizali rane na obračunu z Domžalami. Ob Kamniški Bistrici so jih ugnali s 3:1. Teka s prisotnostjo enega od treh osrednjih branilcev. Na levi s pomočjo Kursija, na desni seveda s pomočjo Negueja. Isaac Matondo, tudi tole je Mikavno, Rimac strelja! To da brani Uroš Likar. Tudi naprej. Jovanović potem seveda stopi nazaj, Gidado pa zdaj na desno, Venust Babula in gol! Bravo vodi z 1:0. 17. minuta srečanja, prvi strel Šiškarjev na tej tekmi in prvi gol. Srednje Afričan do svojega 7. gola v letošnji sezoni. Zdaj je skupaj z Benjaminom Tetejem na drugem mestu na listi strelcev. Hkrati je bil to tudi njegov jubilejni 10. gol v prvi ligi. Videli smo, kako je eksploziven, kakšna štartna hitrost, in Metod Jurhar ni imel odgovora. Koper je precej bolje odprl to tekmo, nanizal nekaj priložnosti, ampak srečnejši in spretnejši zaenkrat varovanci Aleša Arnola. Krasno je tu Viktor Gidado najprej ukradel žogo Niku Omladiču. 36-letnik ga ni uspel zrušiti na tla, čeprav se je res trudil, da bi to storil. Potem pa Venust Babula mimo Sandra Jovanovića, kot ga ne bi bilo, kot slabo prišit gumb je odpadel. Nzunzi. Marwan Nzunzi, tudi on je seveda zelo hiter, poda pred vrata, Jelič Balta pa tam najvišji. Odbija še Kursijo, to je storil slabo, Gidado na Jakupovića, gol! Aldin Jakupović! Igrali so se z ognjem Koprčani in opekli so se. Brez prave potrebe Kursijo žogo skušal odbiti naprej. Ni obvladoval položaja in to so Koprčani drago plačali. Aldin Jakupović pa je prsti imel na sprožilcu. In prvič po juliju tudi Aldin Jakupović polno, njegov drugi gol v tej sezoni. Sijajno se je odzval. Bravo je podvojil prednost. Jelič Balta na mestu, potem pa nepotrebna poteza Kursija. Dobra podaja Nzunzija. Ta poteza Brazilca pa je bila popolnoma odveč. Viktor Gidado do druge asistence na tem obračunu. Sijajna partija nogometaša iz najštevilčnejše afriške države. Matondo. Na Rimca, Leo Rimac, Mijailović. Desno je široko postavljen Longonda, ki je zdaj prišel do žoge. Dobra podaja, gol! Ekspresno se vračajo Kanarčki. Kaos v 5-metrskem prostoru Brava so znali izkoristiti. Leo Rimac je očitno bil na pravem mestu. Dvakrat je Likarju pogledal skozi prste, tokrat pa očitno v polno, čeprav bomo še morali identificirati, kaj vse se je dogajalo in zgodilo pred Urošem Likarjem. Četa Slaviše Stojanovića je nazaj. Mijailović je žogo spustil za Longondo. Gre pa za avtogol. Vendarle ne bo zadetka za Rimca. Od Atemone se je žoga odbila v Likarjevo mrežo. Res veliko avtogolov pada v zadnjem obdobju, tudi včeraj smo ga videli. Nzunzi, tu je Babula. Venust Babula, Pečar. Na mestu Sandro Jovanović, že je tu Viktor Gidado. Odpira se Babula na desni strani.
Srednji Afričan znova v prodoru, Venus Babulana, Jakupovića gol! Ojoj, ojoj, Aldin Jakupović! 47. minuta, globok priklon. Vzel nam je sapo, Aldin Jakupović. Wow. Za orgazmične vzdihe na tribunah je poskrbel. Nimam kaj za dodat. Vsa čast Aldinu Jakupoviću. Premagal je Metoda Jurharja, bravo, znova vodi za 2 gola. Njegov drugi gol na tem obračunu, skupno 3. v tej sezoni. In na tej točki se že lahko začnemo spraševati, kako to, da Olimpija ni znala izkoristiti njegovega potencijala. No, s to potezo pa mislim, da bi si moral zaslužiti tudi to, da je gost v oddaji pod prečko. To pa je bilo nekaj res posebnega. Je manj kot 60 minut za to, da zabije v tem tekmovanju. V tej sezoni je torej enkrat meril polno. Enako velja tudi za Manserija. Proti Mariboru je bil natančen. Isaac Matondo je zdaj krenil naprej. Isaac Matondo, Guidado ga skuša zaustaviti. Matondo na levo. Tu je Felipe Curcio. Felipe Curcio pred vrata Manseriji. Mijailović. Mijailović in gol! Znova se vračajo Kanarčki. 53. minuta je še tekla. Veljko Mijailović. Kakšno tekmo spremljamo. Nogomet si daje duška vsej svoji lepoti. Veljko Mijailović se je odzval, kot da je do potankosti izšolan za takšne primere, kot da zaključki sodijo v najožji opis njegovih delovnih nalog. Desni bočni branilec do drugega gola v tej sezoni, do skupno 4. v tem tekmovanju. Znova so Koparčani nazaj. Tudi Ante Guberac bo nekoliko manj nezadovoljen po tem strelu Veljka Mijailovića. Tošić oziroma Bristrič. Bristrič zdaj v prodoru, lepo je preigral. 2 nogometaša Kopra, Bristrič strelja. Brani Metod Jurhar. Anzuzi, Guidado. Viktor Guidado skuša zadržati žogo. Diakite se bori. 11 metrovka za bravo. Nova, fantastična poteza Viktorja Guidada. Evropsko mesto, ki ima v samem središču slano jezero. Bristrič, tudi tokrat v polno. Bravo, znova vodi za 2 gola, 4-2 v sodniškem dodatku. So Šiškarji 3 točke spravili pod streho. To bo 5. prvenstvena zmaga za Arnolovo četo. Bristrič pa do drugega gola v tej sezoni prve lige. Natančen je bil proti Radomljam, zdaj še proti Kopru, no tudi med tednom pa ni hladil cevi v Kodeljevem. Natančno, zanesljivo, rutinirano, Admir Bristrič, še nekdanji up Olimpije. Slaviša Stojanović, podobno kot prejšnji teden, tudi tokrat res fantastična tekma za gledalce. Nekoliko bolje ste v njo okrenili, ampak na koncu potegnili kratko. Kako težko se recimo sprijazniti s porazom? Tekmec je bil res dober v realizaciji, ne nazadnje je dosegel 2 gola po 2 strelih v prvem polčasu. Ja, ker veliko napak smo naredili. Kriminalni smo bili v zadnji liniji. Na takem nivoju ne moraš delati takih osnovnošolskih napak. Duel igre je osnova nogometa. Tle smo danes na celi črti pogoreli. Res je, iz prvih 2 udarcev so 2-krat zadeli. Mi smo imeli neke priložnosti tam, ampak nogomet se štejejo se goli, šteje se realizacija in katastrofalno slabe odločitve smo danes imeli praktično skozi celo tekmo.
Omenili ste obrambo, nekako se je zdelo, da ves čas napadate tudi z vsaj enim osrednjim branilcem, po desni se je naprej vključeval Neguje, po levi Curcio. Na trenutke se je zdelo, da je Jelič Balta precej osamljen. Ste podobnega mnenja tudi vi oziroma ste podobno opazili? Ja, opozarjamo na to, da držijo svojo koncentracijo, da držijo svoje pozicije, ampak včasih, po domače povedano, zbezlajo in grejo v neke individualne akcije, ki niso bile plan pred tekmo, spuščajo se v rizik in Balta ostaja sam. Mi moramo vedeti, da je zadnja linija naša malce modificirana, to ni noben izgovor, ampak če se ne držimo dogovorjenih stvari, to so igralci, ki po vokaciji niso na teh pozicijah, Balta je vezni igralec, Curcio in Bris sta oba dva bočna branilca, tako da če se ne držijo tega, potem se zgodi to, kar se je danes zgodilo. Nekaj nezdravih vzorcev v obrambi je torej bilo, ampak v napadu ste si pa res pripravili ogromno priložnosti. Kako težko se na koncu sprijazniti s tem, da vendarle ni bilo dovolj za pozitiven rezultat? Pa moraš se sprijazniti s tem, enostavno, ni prva tekma, da smo v realizaciji enostavno pod nivojem, je bilo kar nekaj priložnosti, Bravo in ostale ekipe ti ne bojo kar tako pustile, da ti se v nedogled ne realiziraš svojih priložnosti, ne. Tako da enostavno danes je moštvo Brava pokazalo, kako je realizacija lahko fantastična, kako se v duelu obnaša, kako se obnaša na druge žoge in kako se zadrži rezultat. S pametno igro in ob tej priložnosti jim čestitam, tako kot čestitam Jakupoviču na fantastičnem zadetku in na njegovi reakciji. Zdaj, če bi odšteli Celjane, bi bilo to prvenstvo res super zanimivo. 3 ekipe si trenutno delite drugo mesto s 17 točkami. Kaj je recimo zdaj nekako osnovni cilj? Kaj so osnovne želje Kopra v tej sezoni? Pa nam je že pred prvenstvom ta borba za Evropo vedno primarni cilj. Seveda si želimo iti naprej v smislu igre, v smislu konkurenčnosti. Nismo pokazali vsega tega, kar smo si želeli. So tudi neki objektivni razlogi, ampak igralci, ki dobivajo priložnosti, morajo znati izkoristiti. Tako da enostavno želeli smo si biti bolj konkurenčni, očitno smo še vedno v fazi dozorevanja in profesionalnosti in dojemanja, da je to resen posel, ne pa individualna, na momente individualna razstava določenih igralcev. Naslednji teden primorski derbi, tudi Milan Anđelković si je danes ogledal vašo tekmo. Kaj želite do takrat nadgraditi oziroma izboljšati? Pa mi moramo biti bolj kompaktni v vseh linijah, vseh 90 minut. Tega ne pokažemo, zaradi tega puščamo kar nekaj priložnosti nasprotniku, ki nas kot po pravilu kaznuje iz najmanjših priložnosti. Na drugi strani moramo to realizacijo sigurno dvigati na višji nivo. Očitno se je odsotnost Denija Juriča kar pozna, ampak še vedno trdim, igralci, ki dobijo priložnosti in igralci, ki so v Kopru, morajo znati izkoriščati svoje priložnosti. In enostavno s takimi katastrofalnimi napakami v zadnji liniji ne moremo funkcionirati, ni šans. Najlepša hvala. Aleš Arnolj, so leta, ko se ne zgodijo tedni, in so tedni, ko se zgodijo leta. Mislim, da gre ta citat Tolstoja zelo dobro v kontekst to tekmo. Ogromno smo videli, na koncu pa se je končalo srečno za vas. Verjamem, da ste presrečni. Ja, sigurno. Danes smo se zavedali, da bo tekma težka, da ne bo tekma, v kateri lahko zgolj dominiraš, da bo tekma, ki bo prinesla minute, ki jih je potrebno preživeti, ki je potrebno obraniti kvalitetno 16-metrski prostor. Na drugi strani smo v prvem polčasu in v drugem polčasu v trenutku, ko smo prevzeli malo kontrole v posesti, v bistvu nasprotnika uspeli poriniti na okrog njihov 16-metrskega prostora, bili tam nevarni. Je pa res, da je bilo teh minut malce premalo, ampak na drugi strani je v nogometu izredno pomembno,
pomembno tudi, da ko ima nasprotnik določeno premoč, da takrat zdržiš, da takrat ohraniš mirno glavo. Je pa res, da smo zabili 4-krat in da bi lahko zadeli tudi 5. in jaz fantom res čestitam, ker tako kot sem rekel, želimo si čim več stabilnosti in te rezultati kažejo, da stopamo počasi korake naprej. Tako kot sem rekel, ekipa je stara povprečno okrog 22 let in prevzemajo veliko odgovornost od igralcev, ki so nas zapustili in šli na višji nivo, in zato sem vesel za njih, da počasi stopamo korak naprej. 10-krat ste streljali, dosegli kar 4 gole, realizacija je bila torej res fantastična, predvsem pa impresiven zadetek Aldina Jakupovića. Kaj reči o tem fantu? Aldin je sigurno en izmed serije fantov mladih slovenskih, za katerega ocenjujemo, da ima izredno visok potencial. Mi smo bili izredno veseli tudi, da nam je zaupal, da skupaj z njim gradimo njegov projekt. Jaz moram reči, da gre za fanta, ki nosi srce na pladnju, da je izredno odprtega, izredno odkritega fanta, ki ima izjemne motorične predispozicije. Dejstvo pa je, da v teh letih je izredno pomembno pridobivati izkušnje na igrišču, z minutažo si prislužiti to, ampak ta gol današnji, seveda se morajo določene stvari poklopiti, ampak glede na videno na treningu, glede na njegove motorične atletske sposobnosti, pa vsekakor ni naključje in jaz verjamem, da je pred njim zelo lepa kariera. Kar 3 ekipe si delite drugo mesto, lahko bi rekli, da če ne bi bilo Celja, bi bil boj za naslov res epsko zanimiv. Podobno sem že vprašal Slavišo Stojanovića. Kakšen pa je vaš cilj? Zdaj trenutno ste izenačeni s Koprom in Mariborom. Kaj so cilji Brava v tej sezoni? Tako kot smo rekli, po drugi četrtini bomo letos lažje napovedali. Ponavadi smo po prvi četrtini so se karte že dodobro premešale in razdelile, medtem ko zdaj jaz mislim, da prav to stanje na lestvici kaže in tudi v bistvu bližina ostalih ekip tukaj, ki se dvigujejo, da dela to ligo izredno nepredvidljivo, zato mi v bistvu vztrajamo z grajenjem nove, sveže ekipe, ker se je veliko stvari spremenilo, in jaz mislim, da po polovici prvenstva bomo pa lažje videli, kakšni so naši cilji. Najlepša hvala. Aldin Jakupović, iskrene čestitke za zmago. Veliko je danes junakov, junak med junaki pa ste zagotovo vi. 2 gola ste dosegli. Wow, kakšen je bil tisti drugi? Verjetno vaš najlepši v karieri. Ja, kot prvo, najlepša hvala. Kar poglejte. Kaj pravite zdaj, ko ste ga prvič videli? Je tudi komentar v redu? Ja, komentar je itak fenomenalen, ampak ne vem, občutki so res fantastični. Živel sem za ta trenutek skoraj 1 leto, ampak seveda ja. Hvaležen sem ekipi, hvaležen sem trenerju za priložnost, ampak itak zadetki pridejo taki, če jih probaš, probal sem že 3-krat, eto v 3. gradu, tako da mi je uspel dober. Kaj boste pripravili fantom, soigralcem po tem golu? Nekaj mislim, da bi se vendarle spodobilo. Ja, seveda, na naslednji trening moram prinesti kaj za posladkati ali pa kaj. In to je pa to, tako ponavadi delamo. Pa še ena krasna stvar se je danes zgodila za vas, ne? Josip Iličić vam je dal dres, kaj vam to pomeni? Ja, ne vem, Josip Iličić je itak zvezda slovenskega nogometa, že kot otrok sem ga gledal. Tudi ko sem bil otrok, ko sem igral za Jesenice, je prihajal gledati naše tekme, nas je vedno podpiral in tako dober spomin želim. Mislim, to je tudi najboljša zamenjava dresa v moji karieri. Sicer pa ste danes imeli tudi bučno podporo na tribuni, nam lahko povete kaj več o tem? Ja, seveda, prišla je skoraj cela moja najbolj ožja familija, ampak ta gol, ki sem dal, bi posvetil moji babici, ki je prišla zdaj prvič na tekmo. Ponavadi ne hodi, ki govori, da je stres, ampak sem vesel, da je prišla in videla to, kar sem danes pokazal. Verjamem, da je zelo ponosna na vas. Hvala. Veljko Mijailović, sicer solidna predstava, vi ste dosegli tudi prekrasen gol, ampak verjetno vseeno po njem ne morete biti zaradi končnega razpleta pretirano zadovoljni. Pa na kraju nismo zadovoljni, loše smo ušli u drugo poluvreme, u slačioni smo se dogovarali jedno, na terenu smo radili drugo i primili smo brzo taj 3. gol. Ajde, mojim pogodkom smo se malo vratili, ali na kraju krajeva uopšte nismo zadovoljni ni igrom, ni rezultatom. Naslednji teden tekma proti Primorju, kaj si do takrat želite popraviti? Pa moramo da analiziramo
današnju utakmicu i da vidimo gdje smo najviše grešili i da se pripravimo za Primorje. Najlepša hvala.